Lepo pozdravljeni v oddaji Prividi. Vprašanje na enem od 3 posvetovalnih referendumov 9. junija letos se glasi: ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? To vprašanje je, po mnenju mnogih, protiustavno, saj 17. člen Ustave Republike Slovenije pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Poleg tega pa tako imenovana evtanazija odpira tudi druga etična vprašanja in o njih govorimo v tokratni oddaji Evtanazija ne, hvala. Naši gostje so: tule poleg mene sedi gospod Jože Faganel, predsednik Združenja za redke bolezni, sicer pa sam tudi hemofilik, o tem bo gospod spregovoril. Poleg njega je profesor dr. Tadej Strehovec iz Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in prek aplikacije Zoom se nam pridružujeta profesorica doktorica Zvonka Zupanič Slavec, doktorica medicine, profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in tudi prihaja z Inštituta za zgodovino medicine. In poleg nje doktorica Vida Drame Orožim, nevrologinja in psihiatrinja. Torej, en lep pozdrav vsem skupaj, pa začnimo zdaj z gospema. To se pravi, gospa Vida Drame Orožim, pravica do dostojnega umiranja. Kako vi razumete te besede? Poglejte, humanizem ima svoje začetke že pred 2400 leti, ko je Hipokrat uzakonil človekoljubni pogled na življenje. Zato lahko mirno življenje je eno, nepovratno je največ, kar imamo. Zato je bila ukinjena smrtna kazen v Sloveniji. Ta ista država se sedaj trudi oportuno sprejeti pomoč pri prostovoljnem končanju življenja kot neko človekoljubno pomoč. Torej, za mene je to licemerstvo. Jaz mislim, da je treba pri tem upoštevati strokovna mnenja, mnenja medicine in ljudi, ki poglobljeno razmišljajo. To se pravi, da so to ljudje, ki imajo večji vpogled in večje znanje v zvezi s temi, kot so evtanazija, distanazija, in treba mnenje splošne populacije, ki v tem ni dovolj ena, nima dovolj globokega znanja, sprejeti z veliko rezervo. Zato bi rekla, da so te stvari zelo nevarne in jih je treba z velikim premislekom in z neko strpnostjo premisliti in se dokončno odločiti. Ja, profesorica doktorica Zvonka Zupanič Slavec, torej v zakonu piše, da je usmrtitev pravica, ne možnost. Kako vi gledate na to? To je nekaj, kar nam je res strašno tuje. Jaz mislim, da še vsak umrl in da preprosto imeti pravico do smrti je nekaj, kar je zelo nelogično in da gre pri tem za poseganje najgloblje, bom rekel, tisto, kar je za človeka najdragocenejše, njegovo življenje, njegova nedotakljivost. In v zdravništvu bi pričakovali, da bi šlo pravzaprav za neko dopustitev. In pri tem si predstavljamo, da bi šlo za pogovor med zdravnikom in bolnikom na zelo ta oseben, intimni način, kjer bi se lahko pač dogovorila, ker zdravnik dobro pozna bolnika, bolnik prav tako lahko zaupa svojemu zdravniku, da mu bo to svetoval. In bi lahko pri tem našla tisti skupen odgovor, ki bi bil pravi. Tako da za nas je ta pravica nekaj, kar nam je strašno tuje. Pri tem recimo vidimo, da gre za trende, ki jih sodobna družba prinaša, za pravica do vsega mogočega,
kar nam je pač dejansko tuje, ker mislimo, da neke tradicionalne, skozi dolgo zgodovino človeštva pridobljene vrednote in izkušnje so tiste, kar bi morali spoštovati in upoštevati, ker so edini garant za neko zdravo, dobro, kakovostno, pošteno in psihofizično, socialno zadoščujoče življenje. Za nas pravica res ni pravi izraz. Ampak tisti, ki so zakon predlagali, pravijo, da gre za olajšanje trpljenja. Kako gledate na to? Torej mi v zdravništvu vemo, da znotraj tega trpljenja je veliko tistega, kar se pravzaprav tudi z medicino ne da pomagati. Zato, ker trpljenje ima samo v majhni meri bolečinsko recimo enoto. 1/4 približno trpljenja je tistega, ki je povezan s tem. Večja so recimo socialne komponente, velikokrat recimo neka neizpolnjenost življenja, nerealiziranost, osebne neke frustracije, družinsko nerazumevanje, pa socialne bede je ogromno, ne. Veliko ljudi je revnih, živijo v težkih razmerah in so to neke vrste trpljenja, kjer sigurno ni evtanazija rešitev za to, a ne. Tako da znotraj medicine mi tudi vemo, da recimo bolnik v glavnem precej mirno umira. Redko bolniki recimo z hudim trpljenjem umirajo. Ti so potem res tudi v bolnišnicah in se jim lajša trpljenje in zato je zdravnik skozi vso zgodovino človeštva se usposobljal, tako da ta del je edino tisti, kjer recimo lahko zdravnik pomaga, ampak zdravnik recimo bi pri tem lahko pač pomagal, tako kot je doslej pomagal, kot je skozi vso zgodovino človeštva pomagal, in je to trpljenje zelo pretirano in gre tukaj za zlorabo, pravzaprav mislimo tega izraza, in veliko pretiravanje, pa tudi nasploh gre za kopico leporečja, za prikrivanja, zamolčevanja stvari, prikazov predvsem nekih hudih primerov, skozi katere medijsko poskušajo ljudi napraviti naklonjene temu predlaganemu zakonu. Tako da trpljenje sigurno na tak način, kot je tukaj prikazano, ni tisto, kar bi sodilo v medicino. In zdravnik ni nikoli bil določen za ubijanje. Za ubijanje so vedno obstajali pač določeni poklici, ki so se tudi izobraževali, so imeli svoje tečaje, so imeli svoje poimenovanja, zgodovinsko so se imenovali rablji, znotraj veterinarske medicine so bili to šinterji, to vsi dobro poznamo. Zdravnik je pa tisti, ki bolniku pomaga skozi vse življenje, skozi različne bolezni, po svojih najboljših močeh, tukaj je njegovo poslanstvo in seveda je ta evtanazija, ki je pravzaprav samo 10 držav izmed 220 na svetu jo ima, je nekaj, kar je absolutno nedopustno, da bi bilo zdravniku naloženo, da bi lajšal s tem trpljenje bolniku. Gospod Jože Faganel, vi ste predsednik Združenja za redke bolezni, sami ste tudi hemofilik, vi se pravzaprav že vse življenje srečujete z ljudmi, ki se mogoče zavedajo svojega konca. Česa mi ne vemo o tem, o umiranju? Sam nisem specialist za umiranje, čeprav sem bil približno do svojega 18. leta enkrat na leto zmeraj nad tem, da bi umrl, da so zdravniki mislili, da ni več pomoči in so me odpeljali v bolnišnico. Ko sem pa prišel v bolnišnico, so se pa sprožili tisti življenjski zakladi in sem premagal smrt in sem prišel v nekaj dneh domov. Tako da mi je eden od zdravnikov, ki je bil kirurg, navajen rezati in s tem pomagati, mi je rekel enkrat v 3. razredu, ko sem bil: Jože, kaj bova naredila? Ali bo šel v bolnico ali ti kar
narišemo bolnico na steno. No, jaz sem šel v bolnico, čez 3 dni se je obrnilo zdravje in nikoli, čeprav sem se zavedal, da se na tisti nitki ni prišlo do tega, da bi umrl. In statistika mi je napovedala ob rojstvu tudi za lahke oblike življenja največ 15 let in danes sem pred ekrani kot starček 76 leti in tudi to povem s 40 leti delovne dobe. Ne bom nikoli pozabil, ko sem s 16 leti po izdrtju zoba in neskončni krvavitvi ležal na pediatrični kliniki v sobi ob enem bolniku, ki je bil star 12 let. Meni je tekla infuzija krvne plazme. Tisti otroček je bil pa pred tem, da umre. Bil je star približno 12 let. Na viziti so mu preklicali hrano po želji, ker tako ne je. Meni se je zdelo to grozno. Staršem je rekel, da bi rad dobil pulover, pa so rekli, se ga ne bo potreboval. To sem jaz nekako slišal. Potem se je pa meni infuzija zamašila, klical sestro, ni slišala, fantek ostane, gre na hodnik, pokliče sestro in sestra mi pomaga. Zdravniki so mislili, da je pred tem, da bi umrl, on pa ni bil pred tem in je želel pomagati. To se pravi, nikomur ni jasno, kaj se dogaja pred smrtjo in nikomur ni jasno, kaj se v zadnjem trenutku nekdo želi. Ko sem bral te dni en velik članek posvečen Manci Košir, je rekla, sem proti evtanaziji, ker v tistih zadnjih trenutkih življenja imamo priložnost za marsikaj in je navedla spravo, pomiritev in tega ne sme človeku nihče vzeti, tudi zdravnik ne in tudi evtanazist ne, ali pa kot je rekla doktor Slavčeva, tudi rabelj ne. Torej, doktor Strehovec, katera etična vprašanja prinaša ta evtanazija? Ja, sam pojav evtanazije samo prinaša oziroma odpira številna etična vprašanja. Gotovo eno izmed temnih vprašanj je, kdo lahko sploh odloča o zaključku človeškega življenja. Potem drugo vprašanje je, kaj pravzaprav naredimo z legalizacijo evtanazije, a dejansko vzpostavimo razmere v družbi, ko je življenje nekaterih ljudi več vredno kot spet drugih, recimo, ki so bolni, ki so neki težki osebni okoliščini, ki so ostareli. Prav tako se tukaj pojavlja cela vrsta problemov z tako imenovanim spolskim nagibom, namreč ko enkrat družba uzakoni evtanazijo, seveda v prvi fazi želi vedno legalizirati, taka izkušnja iz nekaterih zahodnih držav, da uzakonijo evtanazijo samo za odrasle ljudi, ki so sposobni informiranega pristanka, ki so svobodni in tako naprej. Potem pa dejansko smo priča, da se čez čas pojavijo novele tega zakona, ki odpirajo oziroma širijo evtanazijo tudi na recimo mladoletne, recimo tako kot je na Nizozemskem, tam od 15-16 leta naprej, potem recimo na dementne, na duševne bolnike, celo recimo zdaj v Belgiji imajo celo pogovore o tem, da bi uzakonili evtanazijo tudi za otroke do 1. leta starosti, da bi na željo staršev, se pravi, izvedli evtanazijo v primeru, če bi bili hudo bolni. Prav tako je tudi poseben problem same evtanazije v tem, da sprevrača odnos med zdravnikom in pa pacientom oziroma bolnikom oziroma med tistimi, ki skrbijo za ostarele in prav tako sprevrača odnose znotraj same družbe in pa znotraj samih družin. Treba vedeti, da recimo na Nizozemskem je podpora evtanaziji paradoksalno po 20 letih legalizacije bolj večja, kot je bila pred 20 leti. Zakaj? Ker je vedno več ljudi vpletenih v postopek evtanazije oziroma postopek asistiranega samomora in interesi, ki ljudi vodijo pri tem, da so vpleteni v te odločitve, so zelo različni. Samo eni so tisti, ki govorijo o tem, da bi radi lajšali trpljenje in smrt. V ozadju so tudi premoženjski interesi. Tako so mogoče nekateri drugačni interesi, kot recimo otroci, ne samo, da hočejo priti čim prej do dediščine, ampak hočejo tudi recimo v nekem smislu obračunati se starši, zato ker imajo do njih neke zamere in tako naprej. Se pravi, teh dilem je danes zelo veliko, se pravi na področju etike in
Gotovo je tukaj treba vedeti, da največji etičen problem, po mojem mnenju, je pa povezan pravzaprav z jezikom. Namreč evtanazija je nek maskirni izraz, ki v bistvu zakriva pravo naravo dejanja, to pa je zastrupitev. In dejansko mi živimo v državi, kjer imamo v ustavi zapisano spoštovanje človeškega življenja, imamo zapisano, kot je bilo že prej omenjeno, da smrtne kazni ne poznamo, istočasno pa imamo tukaj le zdaj predlog nekega zakona, ki pa konkretno odpira vrata prav temu grobemu napadu na človekovo dostojanstvo. Tako da z vidika etike, z vidika spoštovanja življenja, je gotovo so taki predlogi popolnoma nesprejemljivi. No, vi ste študirali v Belgiji, prav takrat, ko se je upeljala ta evtanazija. Nam lahko poveste tiste pomisleke, pa kako so potem ljudje prešli? Saj malce ste že omenili, so bili vpeti, se jim potem to ni več zdelo tako hudo. Kaj se je dogajalo? Ja, takrat so v Belgiji, ko sem sam študiral, to je bilo leta 2003-2004, takrat so uvedli ta zakon, ki bo seveda sprva omejen samo na polnoletne osebe, ki imajo hudo diagnozo, kjer ni več možnosti ozdravitve, kjer obstajajo hude bolečine, ki jih ni mogoče lajšati. Potem pa seveda, ko je bil ta zakon implementiran, so se seveda takoj zastavilo cel kup nekih praktičnih problemov. Eden od teh je bil, ali so zasebne bolnišnice, tam je veliko katoliških bolnic, ali so dolžne zagotavljati evtanazijo in pa asistiran samomor. Potem, kdo bo to izvajal? Potem, kdo bo to plačal. Potem pa šlo recimo do primerov, ko je, tukaj smo tudi že prej od sogovornic slišali, namreč vprašanje trpljenja. Namreč, kaj sploh trpljenje je? In je bil takrat v javnosti en znan primer ene mlade punce, ki je prišla k svojemu zdravniku in zahtevala evtanazijo. In ko je zdravnik jo vprašal, gledajte, vi ste popolnoma zdravi, zakaj hočete evtanazijo, je to dekle odgovorilo, da jo je fant pustil. In da ona trpi dosti bolj kot rakasti bolniki. In seveda bila potem velika debata, na koncu je šla zadeva na njihovo etično komisijo, potem so rekli, da ne izpolnjuje pogojev, da mora vzeti neke antidepresive in da bo boljš. Ampak gledajte, v 20 letih v Belgiji smo danes v situaciji, ko pa je že duševna bolečina lahko razlog za evtanazijo. Ko je lahko recimo demenca razlog za evtanazijo. Ali pa recimo, ko se danes soočajo v Belgiji tudi z vprašanjem, ali imajo zaporniki, ki so obsojeni na dolgoletne kazni, ali imajo pravico do evtanazije, oziroma v čem je to razlika med neko hoteno evtanazijo ali pa smrtno kaznijo. Tako da teh dilem je danes zelo veliko v Belgiji. Gospa Vida Drame Orožim, vi ste nevrologinja in psihiatrinja. Zdaj, prav to doživljanje neznosnega trpljenja. Povejte nam pravzaprav, kako gledate psihiatri in nevrologi na to. Konec koncev je to eno osebno doživetje, ki se lahko tudi obrne, spremeni, ga ni več v nekem trenutku. Ja, poglejte, če se vrnem na ta pojem neznosnega trpljenja, ki je v tem predlogu zakona omenjen, lahko rečem, da je omenjen na ta način, kot da to trpljenje velja za večino v Sloveniji živečih. Jaz pa menim, da to velja le za posameznike, ki so recimo hudo neozdravljivo bolni, brez upanja na vrnitev v stanje dobrega in samozadostnega počutja, predvsem pa tudi na drugačne življenjske pogoje. Poglejte, koliko je trpljenja v bistvu v naši okolici. Kaj se je zgodilo s poplavami v Savinjski dolini? Ljudje so ostali popolnoma brez vsega premoženja, garali celo življenje in nimajo danes, torej niso imeli niti osebne izkaznice, niti več hišne številke, ker jim je hišo odplavilo. Nihče od teh ljudi ni do zdaj izrazil želje potem, da bi umrl, da bi želel umreti. Vsi samo upajo, da bojo nekako izplavali iz teh hudih težav in resnično so take življenjske situacije izredno težke.
In verjamem, da so ljudje izredno hudo trpeli. To se pravi, niso samo somatske stvari, karcinom, druge težke bolezni, možganske in tako naprej, ampak tudi ti socialno-ubikacijski pogoji, materialni pogoji, vse to je treba upoštevati in če to upoštevamo, potem vidimo, da so ljudje sposobni preživeti marsikaj, ne pa da se jim ponuja taka rešitev v obliki tega zakona. Recimo, poglejmo, kaj se dogaja v Ukrajini, kaj se dogaja v Palestini. Tam ni nobenih potreb po samomoru. Ljudje se borijo za življenje in vam povem, da življenje vedno zmaguje. Doktorica Zupanič Slavec, torej prebrala sem si tudi jaz tale osnutek zakona oziroma to, kar je predlagano, in resnično, seveda, tako kot vsak zakon v Sloveniji, mora tudi ta zakon imeti neke finančne posledice. In med temi finančnimi učinki, da tako rečem, se je to grdo rečeno, v samem predgovoru, so pravzaprav izračunani učinki, da je mogoče zdravljenje rakavih bolnikov dražje kot pa to končanje življenja ob tem trpljenju. Kako vi gledate na ta finančni moment, na ta izračun? No, tukaj jaz mislim, da mogoče 2-3 stavke bi jaz v uvodu dodala, čisto iz globalnega konteksta. V življenju se je marsikaj spremenilo. Zelo se je spremenila, podaljšala življenjska doba. Zelo so padle natalitetne številke, recimo v vseh teh, predvsem zahodnih državah, ker evtanazija je med 10 državami samo v najbolj razvitih državah sveta z belo raso, a ne? In tukaj ugotavljajo, da pač da je število delujočih za število tistih, ki prejemajo potem pokojnine, se znatno spremenilo in pričakujejo, da bi se naj pač predvsem te pokojninske ti fondi, da bi nekako težko preživeli, tako kot so zastavljeni, ker je dolgoživost postala tista, da ponekod celo nekateri dlje časa so v penzionu, kot pa recimo so delali. In tudi, ker običajno gre tukaj za starejše ljudi, ki jih ta zakon bi tangiral, je tudi zdravstvena in socialna oskrba teh ljudi običajno večja kot sicer. Tako da so tukaj neka ozadja, ki so pač gospodarska, ki so finančna, in ti financerji imajo velikokrat v medicini več govora, kot bi si pravzaprav zdravstvo želelo, še posebej zdravniki. In potem recimo ta naš zakon je pravzaprav glede tega zelo odkrit, da gre pravzaprav za ekonomski razlog za ta zakon. Drugače pri ostalih zakonikih v svetu je to prikrito. Tukaj pa zelo brezsramno pravzaprav piše, da evtanazija stane samo 1500 evrov, da stane pa recimo mesečna oskrba dolgotrajna pri takih starejših, ki to rabijo, od 3 do 4500 evrov, in tudi na koncu zaključijo, da recimo lahko po posamezniku z evtanazijo prišparajo približno 3000 evrov. Tako da, glejte, Kanada recimo, naš zakon je skoraj kopija kanadskega in kanadski je, to je najbolj liberalen zakon na tem področju med vsemi temi 10 državami, ki so evtanazijo sprejele. Drugače drugi imajo samo pomoč pri samomoru, kjer mora človek sam vzeti strup. Ga dobi, ampak ga mora sam vzeti in samo 10% približno to naredi. Tukaj gre pa za umor. Ta zastrupitev je umor, a ne? In tako da tukaj so razlogi taki, da recimo, če kanadsko področje gledamo, oni so leta 2016 upeljali tako najbolj divjo evtanazijo in v tem času že okoli 60, mogoče celo 70 tisoč ljudi pobili, in so že prvo leto, po letu 2016 poročali, da so prišparali 144 milijonov kanadskih dolarjev. To je zakon, ki pravzaprav predvsem poskuša na nek način, ne vem, nekdo je včeraj na enem takem velikem srečanju rekel, počistiti pač med ljudmi tiste, ki so samo strošek. Gospod Faganel, to se pravi tudi ta občutek nevrednega življenja
ali pa vrednega. Recimo nekdo, ki ima redko bolezen, je neozdravljiva, je težko zdravljenje in tudi drago. Kako pogost je ta občutek, da v bistvu nevreden, da bi si pa pravzaprav mogoče zaslužil smrt? O teh občutkih govorijo tisti, ki niso bolni. To je neverjetno spoznanje. Z ljudmi, s katerimi sem se srečaval v svojem življenju, vsi so prilagodili svoje pričakovanja svojemu stanju. In tukaj je ne samo v Sloveniji, ampak v svetu nešteto primerov, kako so ljudje s skrajnimi minimalnimi možnostmi odkrivali, spoznali Hopkins in take zadeve, ne? In tisti se pač niso spraševali, je njihovo življenje vredno ali ne. Smo pa bolniki, zlasti v zadnjem času, pred izrednim strahom, da bi znižali ceno evtanazije, zato da bi prišparali z zdravili. To je nekaj tako nedopustnega, da mislim, da se izraziti kaj takega ne bi hoteli tudi evgeniki v času Adolfa Hitlerja in da so tam iskali druge momente, da so to razlagali. Tukaj pa, da si makroekonomske posledice takega zakona upajo v sodobni družbi postaviti, pa neverjetno. Povedal bom še en primer. OECD pri razvitosti držav upošteva neke momente, ki ekonomistom pravzaprav niso znani. Jaz sem bil na Umarju včasih tudi v službi in mi je en telefoniral: ti Jože, zakaj pa hočejo vedeti tlele OECD, ali hemofilija dobi nadomestno zdravljenje? Jaz sem rekel, najbrž je to kazalec razvitosti. In potem je bil vesel, ko sem mu to razložil in je poročal, da hemofilijo se ustrezno zdravi z nadomestnim zdravljenjem in je takrat Jugoslavija, oziroma Slovenija, je dobila nekaj točk več, s katerim so se lahko pohvalili politiki. Nesramno je o tem govoriti, ampak tudi OECD upošteva zdravljenje kot kazalec razvitosti neke države. So bili tudi politike med hemofiliki? Zaenkrat nisem še nobenega poznal, ne. Tudi škofje še niso bili, so bili pa neki duhovniki, enega svojega kolega poznam, ker so se škofje premišljali, a bi ga posvetili v duhovnika ali ne, ampak je upravljal svojo službo in še vedno upravlja, kljub temu, da so mislili, da bo takoj umrl. Doktor Strehovec, kako to, da je v javnosti ta zamisel o evtanaziji na nek način tudi zelo dobro, pozitivno sprejeta? Ja, jaz sam osebno že nekaj 10 let spremljam te debate, predvsem na Zahodu, v povezavi z tako imenovano evtanazijo oziroma asistiranim samomorom. In zame v nekem smislu je bilo vedno veliko vprašanje, kako to, da te ideje padejo na plodna tla oziroma da te stvari pravzaprav se v medijih pravzaprav širijo kot plasa, ne? In da ljudje pravzaprav nekritično sprejemajo, ponotranjajo ta sporočila. Moje osebno mnenje je, da je eden glavnih motorjev evtanazijskega gibanja pravzaprav sabotaža jezika oziroma jezikovni inženiring. Jaz sem osebno prepričan, da imamo mi tukaj opravka z nekim besednim jezikovnim aparatom, ki vključuje besede kot recimo evtanazija, kar je grška beseda, po naše pomeni dobra smrt. Potem govorimo o tako imenovanih človekovih pravicah, govorimo o dostojanstvu, govorimo o sočutju, govorimo o demokraciji in tako naprej. Vse te besedne zveze pravzaprav imajo en sam namen in to je, da anestezirajo, se pravi, da uspavajo našo moralno razsodnost, da se ne bi zastavili ključnega vprašanja, kaj pa pravzaprav je evtanazija v resnici, kaj to pravzaprav pomeni. In že prej je sogovornica omenila, namreč, da tukaj imamo opravka z zastrupitvijo. Zaradi tega je treba spregledati to jezikovno igro, ki jo vodijo te družbeni centri moči, ki hočejo uzakoniti evtanazijo zaradi ekonomskih razlogov, ker hočejo preko evtanazije izvesti pokojninsko reformo, zdravstveno reformo in odstraniti oziroma skrajšati čakalne vrste, da se pri tem te ljudje poslužujejo prav posebnega jezikovnega aparata.
In moje mnenje je, oziroma ko sem tudi sam prebiral ta predlog zakona, ki je recimo že zavajajoč že v samem naslovu. Če ste bili pozorni, zakon se glasi predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To so same lepe besede, ampak v bistvu pomoč, prostovoljstvo, svobodno odločanje in tako naprej, končanje življenja, v bistvu gre pa tukaj za zastrupitev. In če bi prebrali ta zakon, bi lahko notri videli, kako so avtorji premišljeno uporabljali besedne zveze in so 137krat uporabljali besedo pravica, 25krat dostojanstvo, 26krat svoboda, 207krat pomoč, 91krat trpljenje in 23krat lajšanje, niti enkrat pa niso uporabili besedo zastrupitev, niti enkrat niso uporabili besedo uboj. In recimo v naši državi imamo zapisano v 17. členu ustave, da je življenje nedotakljivo in da pri nas ne poznamo smrtne kazni. Ampak na drugem mestu predlagatelj tega zakona pa notri zapiše, da bo naša država morala uvažati pentobarbital, ki se v ZDA uporablja za izvajanje smrtnih kazni. In ki je zelo težko dobiti za izvajanje smrtne kazni. Pri nas bo pa država morala pač uvažati ta sredstva zato, da bo dejansko zagotavljala zastrupljevanje ljudi. In po našem kazenskem zakoniku v 115. členu je zapisano, da je uboj človeka kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena smrtna kazen od 5 do 15 let. In zastrupitev človeka velja za težko kaznivo dejanje. In mogoče je prav cinizem tega predlagateljev tega zakona, je pa njihova ugotovitev, da računajo, da bo približno v parih letih 3 do 4% smrti v Sloveniji posledica te zastrupitve, medicinske zastrupitve oziroma samomora z zastrupitvijo. To konkretno pomeni, da bodo oni, oziroma predlagatelji, bodo ocenjevali kot uspešen zakon, če bo vsako leto v Sloveniji 800 ljudi zastrupljenih. Da zaključim, jaz mislim, da ko mi že uporabljamo besedo evtanazija ali pa asistiran samomor, tudi če kritiziramo, dejansko promoviramo njihov jezikovni sistem, kjer zmagujejo, kjer ta sistem za zavajanje ljudi pravzaprav deluje. Zato se sam osebno trudim in vedno govorim o zastrupitvi bolnikov, medicinski zastrupitvi bolnikov in ostarelih oziroma o samomoru z zastrupitvijo. In ko predlagatelj govori o javnomnenjskih anketah, pa zdaj bo referendum, ljudje se bodo odločali o evtanaziji, zelo drugače bi se odločali, če bi bilo zapisano, da imamo referendum o zastrupitvi bolnih, onemoglih, ostarelih, ranljivih skupin. Ljudje se drugače pozicioniramo, če uporabljamo pravilno terminologijo. No, se podobno je, ko damo psa uspavati. Mislim, če imamo psa, lažje damo psa uspavati. Izvolite, vi ste želeli reči. Zelo hvaležen sem za to jezikovno razlago, ker sem tudi lektor in tukaj vidim, da se veliko izrazov pojavi kot nek eufemizem, da se nekaj, kar je grdega, lepo pove. In tukaj sem sam tudi razmišljal prostovoljno končanje življenja, pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Že eni besedi se izogibajo samomoru, ki smo ga v Sloveniji zaradi izredne nagnjenosti k samomoru intenzivno preganjali že ves čas po tako imenovani osvoboditvi in tudi uspešno. Zdaj, nenadoma pa, ko je dr. Strehovec omenil kazenski zakonik tudi pomoč pri samomoru kaznuje. In zdaj, kako se bodo pa zdaj spremenile te razmerja? Kdo bo takrat oproščen kazni, ko bo ponudil tisti strup? In tudi tista zadeva je, ker ni jasno, ali bodo to ponudili bolniku, da bo sam vzel, ali bo mu to kdo dal. Te tehnične podrobnosti so popolnoma pozabljene, pač pa sem zdaj slišal, pa da že uvažene iz Amerike tistih kemikalij, ne moramo reči zdravil, to je pa že v teku. Dobro, doktorica Vida Drame Orožim, vi bi želeli, izvolite, gospod Zupanič. Jaz se opravičujem, zdi se mi, da bi tukaj z veseljem povedala še to,
v zvezi s temi olepševanji in v zvezi z velikimi zlorabami. Tukaj imamo tudi mi zelo dolge historične izkušnje. Recimo v času nacizma so zelo grdo izrabili dve pomembni besedi, usmiljenje in milost. In sicer so promovirali med vsemi, ki so jih vzgajali za potem množične morilce v taboriščih, so govorili, da gre pravzaprav za usmiljenje do trpečih, in so jih pač prepričali v to, da oni usmiljeno smrt dajo in milostno smrt. In to sta dve strašni zlorabi. Ne? Tako da še danes recimo smo slišali nazadnje v Državnem zboru, ne, da vsaj milostni strel bi lahko kot psu bi lahko pač privoščili tudi težko bolnemu človeku. Torej res gre za strašno zavajanje, zamolčevanje, zlorabe, Pot v temo je treba prebrati, tam so te stvari zapisane, ker konec koncev je bilo, z evtanazijo je bilo v Nemčiji pobitih zdravniki, so to bili, ki so jih prisilili, to so, zakon je bil leta 1. septembra 1939 sprejet za zdravništvo, in je 2 leti potem veljal in so pobili 300.000 približno duševnih bolnikov, predvsem duševnih bolnikov, nekoristnih jedcev, kot so jim rekli, manj vrednih ljudi. Medtem ko v samem tistem evtanazijskem programu za čisto raso pa 6 milijonov ljudi, ne? So strašne stvari. In tudi tukaj ne vemo, kje bo ta drseči klanec se ustavil. Ker recimo že zdaj v Kanadi vidimo, recimo, da so imeli samo v par letih okoli 60.000 smrti. Skoraj nimajo več menda revežev na cestah, beračev, brezdomcev, vse, kar so socialne kategorije, nima pravice živeti. Doktorica Vida Drame Orožim, ali se tudi prenehanje zdravljenja smatra za evtanazijo, oziroma ali nam lahko pojasnite dva pojma ortotanazija in distanazija? Torej, če dovolite, bi se majčkeno vrnila še eno stvar, in sicer kako to, da se ljudje na moje presenečenje bolj odločajo za evtanazijo kot proti. In sicer sem se z velikimi pogovarjala in sem ugotovila, da pravzaprav ta odločitev poteka na intuitivnem nivoju. To je intuicija, trenutni nagib kot nek obrambni mehanizem, ko se ljudje identificirajo recimo s pojmom trpljenje, se ustrašijo in se tega bojijo, in ob tem se sproži obramba, kako se tega obraniti. Torej, tako, da se ponudi lepa smrt. Torej, kako je to zgrešeno, kako je to sprevrženo, to smo zdaj slišali. No, in zdaj pa še ta odgovor na ti dve vprašanji. Kaj je pravzaprav to ortotanazija? Torej, jaz sem presenečena, da se v teh naših pogovorih v glavnem omenja besedo evtanazija, čeprav je tudi ta dva pojma, orto in distanazija, spadata nekako v ta okvir. Ortotanazija je namreč pot, po kateri človek lahko normalno umre, pa tu ne gre, veste, za opuščanje nege, skrbi za umirajočega, ampak to, da se pač ukine terapija, ki nima več pravega pomena in učinka, in se pusti organizmu, da se njegova ura življenjska počasi izteče. Pri distanaziji gre pa v glavnem za to, da se že tako slabo življenje, ki ima gotovo perspektivo končanja, tudi po naravni poti, da se to skuša čim dlje vzdrževati, ko recimo že ni več pravih življenjskih znakov, se skuša z določenimi aparaturami, postopki to življenje in to bolano telo vzdrževati naprej. Torej, ta dva pojma pravzaprav nista v današnji medicini kaj dosti uporabljena, čeprav se pa dogajata. Jih uporabljamo, ne da bi vedeli, da pravzaprav to počnemo. Doktorica Zupanič Slavec, zdaj
tule v zakonu pravijo, da javni zavodi in koncesionarji na področju zdravstvene dejavnosti ne smejo zavrniti te pomoči, ne? Oziroma posamezniki bi pa eventualno lahko, če pač je to ni v skladu z njihovim verskim prepričanjem, ampak seveda, če niso vključeni v javno mrežo. Zdaj povejte nam, pa kako se zdaj zdravniki počutijo, a bodo oni prisiljeni, tako kot ste prej omenili za neko drugo zgodovinsko obdobje, bodo prisiljeni to početi, kaj se bo zgodilo? Saj pri nas je praktično večina zdravnikov v neki javni mreži, ne? To je odlično vprašanje. Na prvem mestu moram omeniti, da vsa velika zdravniška združenja so bila izključena iz priprave tega zakona. Bilo nam je rečeno zato, da ker smo zdravniki pač proti, tudi takega zakona ne bi naredili, a ne? In je Srebrna nit to pač sama delala. V glavnem se pravi kopirala kanadski zakon, ki je resnično maksimalno liberalen. Zdravniki imamo zelo malo možnosti pri tem, razen ugovora vesti. Ugovor vesti je edina stvar, ki jo lahko imamo. Doslej recimo v slovenskem prostoru imelo okrog 230 zdravnikov ugovor vesti za področje ginekologije, recimo abortusa, mimogrede, tako kot zdaj ta zakon pripravljajo, to je čisto analogno abortusu, a ne? In zdaj mi pričakujemo, torej večina zdravnikov se bo odločila seveda, da ima ugovor vesti in tega ne bodo delali. Lahko pa pri tem povem, da recimo Kanada nima več niti Hipokratove zaprisege, niti nima ugovora vesti za zdravništvo, tudi Skandinavija nima ugovora vesti in se tudi evtanazijski lobiji zelo trudijo, da bi zdravnikom odvzeli ugovor vesti. V medicino prihajajo ljudje, ki želijo pomagati. V veterino prihajajo ljudje, ki želijo živalim pomagati. Veterinarji, ker morajo ogromno usmrtitev delati, imajo najvišjo stopnjo samomorilnosti med vsemi poklici. Torej, zdravništvo je zelo obremenjeno s tem in iz držav, kjer to že izvajajo, poročajo o velikem odhajanju zdravnikov iz poklica, o njihovih depresijah, o njihovi samomorilnosti, o njihovih težkih situacijah, o hudem upiranju. Tako da pri nas, torej, in zakon celo nalaga, da če recimo bo to tvoj bolnik, kot recimo družinski zdravnik, da boš moral ti poiskati nadomestnega zdravnika, ki bi naj tega človeka evtanaziral. Tako da tukaj smo mi v strašni stiski in je naš edini odgovor pač ugovor vesti. Dobro, doktor Strehovec, se zdaj, ko prebiramo vse te razprave o tem, se zdi, da to dejansko ni samo versko vprašanje. To je etično vprašanje. Ja, etično in versko, ne? Ja. Prej smo slišali nekatere etične argumente, zakaj je eutanazija oziroma medicinska zastrupitev oziroma samomor z zastrupitvijo, zakaj je to etičen problem, ne? Je pa to seveda tudi verski problem, ne? Namreč vse klasične religije, svetovne religije, temeljijo na dveh temeljnih načelih. To je svetost človeškega življenja in pa prepoved uboja. In recimo, če se osredotočim recimo na krščanske cerkve, znotraj krščanske cerkva je seveda zelo pomembna stvar 5. Božja zapoved, ki prepoveduje uboj človeka, ki govori o tem, da je življenje vsakega človeka sveto, ne glede na to, v kateri starosti je človek, ne glede na to, v kakšnem zdravstvenem stanju je oziroma v kakšni socialni okoliščini je. In seveda znotraj verskih prepričanj, ko je govora o evtanaziji, je treba poudariti tudi to, kar bo že prej omenjeno, namreč, da je življenje nedotakljivo, da je božji dar, da človek nima pravice razpolagati s svojim življenjem in pa z življenjem drugega, da usmiljenje, uboj iz usmiljenja ni nikoli opravičljiv in da je človek povabljen k temu, ne, da življenje sprejme kot dar in da se zaveda, da je tudi bolezen, tudi staranje, minljivost in umiranje in smrt, da je to del naravnega življenja. Zato je v tem okviru verske skupnosti poudarjajo, oziroma ščitijo človeško življenje zlasti najbolj ranljivih, na drugi strani pa seveda poudarjajo, da je treba pa trpečemu človeku tudi pomagati. In seveda, ko je recimo leta 2000
mislim, da 7 kongregacij za nauk vere izdala posebno navodilo za obravnavo recimo teh najhujših bolnikov v trajnem vegetativnem stanju, kako naj se z njimi ravna, so recimo zapisali zelo konkretna navodila. Vsak bolnik, ne glede na to, kakšnem položaju je, ima pravico do hrane in vode, nege, po potrebi protibolečinska sredstva in pa pomoč pri dihanju. Vse ostale, tako imenovana izredna sredstva, so pa stvar medicine, so pa stvar vnaprejšnje volje, pogovora z sorodniki, z željami, da se prepreči tudi to, kar bo prej omenjeno, to je to tako imenovano agresivno, nesmiselno medicinsko zdravljenje, ki podaljšuje življenje za ceno hudega trpljenja in celo kršenja človekovega dostojanstva. Tako da tukaj se verske skupnosti dejansko soočajo v situaciji, ko na eni strani dosledno zagovarjajo spoštovanje človeškega življenja, nasprotujejo kakršnikoli obliki zastrupitve, zavračajo lažno usmiljenje in sočutje, na drugi strani pa seveda želijo spremljati vsakega trpečega človeka, mu pomagati, tudi takrat, ko je pravzaprav se sooča z najhujšimi preizkušnjami, to je lahko bolezen ali pa slovost tega sveta. Gospod Faganel, ali ste vi kdaj začutili, slišali, zaznali, da je mogoče tudi prisotna tudi ta želja po človeških organih? Namreč tudi to lahko beremo. Ne, se pač ospava, bom tako rekla, zdaj eufemistično mladega človeka, ne? Mogoče ne nekega hemofilika, ampak vendarle, ne? No, torej, zanimivo je, ko se tako direktno pogovarjamo, ne? Gospod Strehovec je omenil te jezikovne vprašanje, ne? Zelo so občutljivi, tudi zdravniki, tudi javnost. Ne sme se reči hemofilik, zato ker je to podobno kot sifilitik, ampak oseba s hemofilijo. Tukaj smo polni tega sočutja, formalnega, kako bi pa treba pomagati, nas pa več ni nikjer. Ne? In tukaj se mi zdi, da je tisto stvar, ki je nekako pomembna, da spregleda javnost, da se za temi lepimi besedami skrivajo slabi nameni. Kako boš ti enemu pomagal, odločiti boš mogel pa ti, narediti pa ti. Naj si sam pomaga, če si ne more. Saj nobenega niso zaprli zato, ker sem umor naredil. Ampak so mu pomagali, da ga ne bi več naredil. In te dni sem poslušal eno zanimivo mnenje psihiatrije, ne? Tisti, ki so jih rešili samomora, niso nikoli več poskušali napraviti samomor. To se pravi, da je tisti stiski, ko bi želel, da bi umrl, takrat se lahko premisliš in tukaj ni več dana možnost za premislek. Zlasti, kako bodo od človeka, ki ni priseben, dobili ukaz ubij me. Je pa nekoč nekaj podpisal, ne? Nekoč je podpisal, ja. In zdaj slišal sem, da v Kanadi, ne, ko je tukaj omenjamo, da je ta podpis potreben za sprejem v dom za onemogle, ne. In zdaj prosi en nadškof, da bi dovolili, da bi za sprejem v verske domove odpustili, da ne bi bilo treba tega podpisati. To se pravi, da tukaj ni več pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ampak je tukaj že obvezno končanje življenja. Oprostite, ali smem še živeti, ne vprašam, srebrno nit. Ja, dobro, zdaj seveda, izvolite, gospa Zupanič, ja, izvolite. Jaz bi rada v zvezi s transplantacijo še nekaj povedala. Ja. Torej, nekatere države, ki so že zelo znižale recimo starost za evtanazijo, recimo Nizozemska ima že starost 12 let, a ne? Drugače imajo v glavnem 18 let. Torej, in tukaj recimo je dovolj že kot pogoj za to, da greš v ta program, da si recimo nekako
razočaran nad svojim življenjem, nezadovoljen zaradi njega. In te mlade ljudi potem nagovarjajo za altruistično evtanazijo oziroma altruistično transplantacijo, kot temu rečejo. In rečejo, glejte, vi ste še pomembni, dragoceni, z vašega srca bo novo življenje živelo, z vaših jeter prav tako, pa pljuč pa tako naprej. In jim poberejo vsa tkiva, vse organe, na koncu še srce. In to gre velikokrat potem v transplantacijsko komercialo. Veliko teh dejavnosti je plačljivih in veliko teh dejavnosti je zelo komercialnih. Rada bi pa dodala še to. Ob bolniški postelji se pojavlja vse več tujcev. Obstaja ena dragocena knjiga Strangers at the Bedside, torej tujci ob bolniški postelji. To so v glavnem pravniki, finančniki in danes že umetna inteligenca. In ti diktirajo ogromno stvari. Katera zdravila boš bolniku dal, koliko časa boš recimo to dajal, potem recimo umetna inteligenca ima že algoritme, ki pač pregledujejo, kaj se splača, kaj se ne splača, bolnika nadzirajo, bolniške kartone nadzirajo, nekdo, ki recimo ima neke odvisnosti, recimo, da bo pisalo, še vedno kadi, čeprav ima tako in tako stvar, se potem mu tudi ta algoritem počasi že reče, da ne bo več vsega tega zavarovalnica pokrila, ampak bo moral sam plačati. Skratka, zdravnik nima več avtonomije v svojem poklicu. In tudi recimo bolniki, ki so recimo še posebej dementni, za katere se bojimo, ker niso izvzeti iz tega zakona, praktično v tem zakonu so lahko vsi evtanazirani, razen akutnih duševnih bolnikov, in to je nekaj strašnega. Imamo 40,000 dementnih ljudi. Tako da mi moramo res se zavedati, da je to nesprejemljivo. Če bi eventualno bilo samo pomoč pri samomoru, kjer pomeni, da človek dobi strup, če ga hoče, pa ga vzame, ali ga pa ne vzame, ima na nočni omarici, pa se odloči, pa se ne odloči. V povprečju imamo v svetu izkušnje, da recimo približno samo 10% jih vzame. Bi to bilo recimo vsaj približno tako, kot je marsikje zdaj država, kot je Švica recimo že od leta 1941, ne? Ampak evtanazije pa res ne bi smeli imeti. Tako da ne vem, zakaj je to noter. Jaz se zelo bojim teh finančnih argumentov. Hvala. Gospa Vida Drame Orožim, zdaj mi se seveda že zaključujemo koncu, pa bo vsak imel še možnost zadnje misli. Torej, kaj bi mi morali pravzaprav narediti v družbi, da ne bi seveda tako nasedli na vse te prijazne besede, in kako res pomagati nekomu, ki tako se mogoče včasih zdi svojcem, ne pa temu, ki trpi, saj mi ne vemo, kako je umirati, ne? Mislim, kaj bi morali storiti, da ne bi tako padla na plodna tla ta beseda evtanazija? Na prvem mestu mislim, da vsakdo mora krepko poseči v svojo osebnost, razmisliti o tem, kaj in kako je pravzaprav, kakšen je njegov odnos do življenja in sprejeti odločitev, da je pravzaprav življenje tisto, ki ga je treba braniti na celi črti in se zato opredeliti proti evtanaziji. Če si ti dovolj trden in prepričan v tej svoji odločitvi, potem se ti lahko pogovarjaš z drugimi ljudmi in jim prezentiraš tudi določene aspekte, ki jih nekako ozavestijo. Če se tega držiš in pri tem vztrajaš, zagotovo dosežeš neko drugačno orientacijo pri splošni populaciji, vendar pa moram reči, da se tega pri nas do zdaj nismo držali, nismo o tem govorili, premalo je bilo stvari objavljenih, ljudje so še vedno zelo nepoučeni, to je bila neka tabu tema. Tako da ko sem govorila z nekim zelo preprostim človekom o tej stvari, mi je rekel, veste, za temi besedami o prijazni smrti se zagotovo skrivajo prikriti morilci. To me je zelo presenetilo, da je preprost človek lahko tako prebral direktno izpoved tega namena, glavni namen tega. Tako da jaz mislim, da je treba ustvariti lastno trdno prepričanje, da se je treba zavzeti za življenje, da je treba življenju pomagati
vendar ne na silo, ampak z prepričljivimi argumenti. Dobro. Gospa Zupanič Slavec, torej, če sledimo tej misli, z dolgotrajno oskrbo pa pač malce zamujamo, ne, oziroma precej zamujamo. Kje smo tu na napačni poti? Jaz se bojim, da ta napačna pot je pač bila prikrita in da je bilo vnaprej planirano, da bodo z evtanazijo te stvari uredili. Ampak kaj veste, je nek Rubikon, ki se ga ne sme nikoli prestopiti. In zdravnik ne sme nikoli ubijati. In na ubijanje se ne smeš nikoli navaditi. In za posameznike, ki si tega želijo, se nikoli ne sprejema zakonov. Torej, tak zakon je nepotreben, nepremišljen in tudi nevaren. In tudi spremembo ustave planirajo, da bi to lahko speljali. Tako da jaz mislim, da je strašno pomembno ozaveščati ljudi, bojim se pa, da bo zakon sprejet zaradi pač večine, kakršna je v parlamentu. Gospod Faganel, vaša zaključna misel, napotek? Napotkov neumnim ljudem težko dajemo. Ne? Za lepimi besedami se zanesljivo skrivajo slabi nameni. In predvsem bi bilo potrebno, da bi že v šolskem sistemu navadili otroke, da kakšna reč prijetna, kakšna reč pa manj prijetna. Učiti se je zoprno, ampak znati pa ni zoprno. Ne? In zato je življenje nekako ne zgodba o sreči, ampak sreča nastopi takrat, ker nekaj dobrega narediš. Če pa nekaj slabega narediš, bodo pa tudi morilci imeli slabo počutje. Doktor Strehovec, še vaše zaključne misli? Ja, jaz mislim, da vsak človek ob teh razpravah stoji pred enim velikim izzivom, namreč, a se bo v življenju odločil za kulturo življenja ali za kulturo smrti, kot je o teh stvarih zelo lepo pisal oziroma govoril danes sveti papež Janez Pavel II. Kar je konkretno zato, ali želimo, da naše družine preživijo, da naš slovenski narod tukaj preživi v naši državi, da kot pripadnik neke verske skupnosti, da preživimo ali pa preprosto izumremo. Stvar je taka, da je ta razprava samo eden od simptomov, pa en del enega širšega programa, to je za redukcijo svetovnega prebivalstva, kjer seveda za te ljudi, ki odločajo o moči, o prihodnosti tega sveta, seveda nič ne pomeni vaša družina ali pa vaš narod. Zato sam osebno vidim tudi to razpravo kot eno zelo lepo priložnost, da se naši gledalci, gledalke, pravzaprav vsi vprašamo, v kakšni Sloveniji želimo živeti in da gremo na referendum in da rečemo odločen ne vsaki obliki zastrupitve bolnika oziroma ostarelega človeka in da damo s tem en velik da življenju in pa prihodnosti. To ste dobre zaključne misli, zdaj postavili si jih bomo kar sposodili, s tem bomo zaključili. Spoštovani gostje, najlepša hvala za vaše komentarje. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost. Glejte nas spet čez 2 tedna. Nasvidenje.